Najbrž poznate knjižne večere v Medvoški knjižnici, ki se odvijajo vsak tretji četrtek v mesecu. Vodi jih priznana promotorka branja Tilka Jamnik, ki je ob letošnjem kulturnem prazniku prejela pletenico za življenjsko delo. In res drži rek, da se najbolje naredi tisto, kar delaš z veseljem. Tilka Jamnik namreč brez knjig, branja in vzpodbujanja ljudi k branju preprosto ne more. Zagotovo je Medvoška knjižnica kraj, ki je Tilki Jamnik, letošnji prejemnici pletenice za življenjsko delo, eden najljubših kotičkov v občini. Meni se zdi, da je knjižnica Medvode zelo dobro postavljena. Pa ne samo zato, ker je na sotočju, da teh energij, ne mislim samo na reke, pa teh energij in informacij in tako naprej. Tako da jaz sem vedno vesela, kadar je tukaj veliko ljudi. Se mi zdi, da se dobro počutimo. In zelo prijetno se počutijo tudi obiskovalci knjižnih večerov za odrasle bralce, saj jih Tilka Jamnik enkrat mesečno popelje skozi zanimive knjižne novosti. Večer je prepleten tudi s pogovorom na kakšno zanimivo tematiko. Februar, ko Slovenci praznujemo kulturni praznik, je bil tako primeren čas tudi za razmišljanje o pomenu književnosti za človeštvo in še posebej za nas Slovence. Tilka Jamnik zna s svojim zanosom in slikovito razlago vsakršno temo narediti zelo zanimivo in tudi tokrat je bilo tako. Tile knjižni večeri so že 10. leto ali pa celo 11. Glejte, ni prav veliko ljudi, ki bi prišli, tako 10, 12, opažamo pa v letošnjem šolskem letu malo porasta, ampak so pa to pravi bralci. Povrh vsega pa tudi mislim, da oni te informacije, te bralne spodbude, ki jih dobijo na srečanju, potem tudi posredujejo naprej svojim družinskim članom, znancem, prijateljem. Si upam to reči. Tudi zaradi tega, ker pripravljamo eno tako knjižico s osnovnimi informacijami, s tistimi knjigami, ki jih tukaj predstavimo. To nam zdaj gospod direktor zelo lepo uredi, jaz imam bolj vsebinsko, on pa oblikovno in vidim, kako spremljajo in beležijo in sprašujejo, tako da verjamem, da grejo bralne spodbude naprej. Knjižni večeri so torej kombinacija informiranja, osveščanja ter druženja. Njihov namen je predvsem, da se imajo prijetno, obenem pa dobijo informacije o kakovostnih knjižnih novostih za otroke, mladino in odrasle. To naj bi bilo prisrčno vabilo k branju. Seveda prihajajo predvsem bralci in potem tudi tukaj izmenjujejo mnenja. Saj so vedno novosti na sporedu, ampak oni poznajo avtorja, oni poznajo teme, oni imajo bralne izkušnje, tako da drugega bogatimo. To je za vse, dobrodošli. Tokratne novosti, ki jih je predstavila, so bile splet nove literature za otroke, knjige, ki ohranjajo našo zgodovino in jo predstavijo na zanimiv način. Za odrasle bralce pa je predstavila knjige, ki jih je prevedla Suzana Koncut. Od nekoliko zahtevnejše francoske literature avtorja Matijasa Enarda do novega prevoda gospe Bovary, ki ga je Tilka Jamnik primerjala s prav tako odličnim prevodom Vladimirja Levstika. Prav slednjo knjigo je Tilka Jamnik predstavila na tako zanimiv način, da so udeleženci tokratnega srečanja spet posegli po tem izjemnem knjižnem delu. Tilka Jamnik svoje delo opravlja kot poslanstvo, njena strast do knjig je nalezljiva in širjenje bralne kulture je del njenega življenja. Pletenico, ki jo je podelila občina Medvode, zato jemlje kot priznanje, da je tudi lokalna skupnost prepoznala pomen njenega večletnega dela tudi izven občine Medvode. Ja, sem pa zelo vesela te pletenice, ker je občinska nagrada za življenjsko delo. Jaz ne delam zelo veliko v Medvodah oziroma dolgo časa, 10 let zdaj v knjižnici Medvode in se vesela in ponosna, da me tudi lokalna skupnost prepozna. Šlo je pa od mednarodnega, najprej sem dobila eno mednarodno nagrado, pa sem ena državna medijska zgodba, tisto Slovenko leta in evo zdaj pa. Ampak mogoče še bolj kot pletenice sem pa vesela tega, da so me na Sotočju povabili k sodelovanju, ker bo zdaj v maju en bralni festival in sem že angažirana. Tega sem še mogoče bolj vesela kot po nagrade. Vabljeni pa še, da se Tilki Jamnik pridružite tudi na naslednjem knjižnem večeru za odrasle bralce, ki bo v četrtek 19. marca. Zagotovo nam bo predstavila kakšno zanimivo knjižno novost in nas znova navdušila, da v roke vzamemo kakšno knjigo.